Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v drugi septembrski oddaji Ozadji. Potem, ko so šolarji že uspešno zakorakali v srednješolske in osnovnošolske klopi in ko smo v prvi oddaji že gostili Marijače, je danes v naši sredi direktorica KTRC Radeče, ki bo predstavila kraj z okolico, ki ponuja tako za domače kot za tuje obiskovalce marsikaj zanimivega. Lepo pozdravljeni, gospa Marija Imperl. Dober dan, lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem. Kot sem že uvodoma dejala, Radeče so sicer majhno mesto, majhen kraj ob Savi, vendar pa v svoji bogati zgodovini in v svoji zakladnici skrivajo marsikaj, kar je zanimivo tako za domače kot za tiste, ki kraj in mesto malce manj poznajo. Katere so tiste zanimivosti ali pa znamenitosti, katere bi bilo, lahko bi rekli, greh izpustiti, če gremo mimo tega mesta? Res je, Radeče so bogato mesto. Čeprav smo majhno mesto, majhna občina, pa smo vendarle že v vsej zgodovini na strateški poziciji, ki na nek način povezuje našo deželo, Štajersko, Krajinsko. Skozi Radeče teče reka Sava, ki povezuje Slovenijo z državami proti Črnemu morju. In Radeče ravno zaradi te svoje geostrateške pozicije igralo v zgodovini vedno pomembno vlogo. Zato na tem prostoru najdemo že prazgodovinske ostaline. Tukaj so domovali grofje celjski, tukaj se je splavarilo po reki Savi, ki ima več kot 500-letno tradicijo. Radeče so bile nedavno tega najbolj poznane po radeški papirnici, ki je izdelovala med ostalim najkvalitetnejše vrste papirja, tudi papir za denar. No, v zadnjih letih pa za Radeče slišimo največkrat takrat, kadar se pogovarjamo o splavarjenju. Splavarjenje je ena naša zgodba, ki jo razvijamo zadnjih 10-20 let, od katere se obetamo, da bomo kraju ponudili dobro priložnost za razvoj in ki seveda v svoje zgodbe vključuje vse tisto, kar še nismo omenila, to pa je izredno bogato kulturno dediščino, izredno bogato naravno dediščino, predvsem pa bogate ljudi, ki na tem majhnem prostoru s srčnostjo počnejo svoje in živijo svoje življenje. Tako da Radeče imajo veliko spomenikov, kulturnih, naravnih, imajo veliko pomembnih ljudi, ki so se tukaj rodili, živeli in delali. In kot rečeno, zdaj ga največkrat slišimo doma in v tujini za Radeče kot kraj splavarjenja. Pa če se, ker smo ravno kar dodobra zaključili oziroma še zaključujemo poletje v teh toplih dneh, greva malce osvežiti na bazen, ki je ravno v drugi polovici avgusta malce bolj zaživel na račun malce bolj toplega vremena. To je tudi en tak poseben arhitekturni biser. Ljudje ga radi obiskujejo ne samo zato, ker je bazen kot bazen sam po sebi osvežujoč, ampak tudi zato, ker je stran od mestnega vrveža, ker ponuja dejansko tisti mir, ki si ga človek zaželi. Je to tisti razlog, zakaj se ljudje vsako leto vračajo, kljub temu, da kopališče ni sodobno, ni moderno? Naše kopališče je sodobno in je moderno. Ampak za tiste vrste kopalcev in obiskovalcev, ki si želijo predvsem miru in čudovitega naravnega okolja, kjer se naš bazen nahaja, kar je zelo netipično za bazene. Bazen je namreč na hribovitem področju. To ni slučajno, ta bazen je bil zgrajen pred 61 leti in sicer kot požarni bazen za radeško papirnico. In ker je bil v tistih časih narejen pretežno s prostovoljnim delom in so ga naredili delavci, ki so delali v tovarni, se je ta bazen usedel v srca domačinov od takrat pa vse do danes. Bazen sam po sebi je res tudi arhitekturna znamenitost, uvrščen je med 100 spomenikov arhitekturne dediščine 20. stoletja, je zaradi tega tudi zaščiten kot kulturni objekt, pa vendarle je obdržal vso tisto svojo toplino in tisto lepo kristalno čisto zeleno vodo, ki že vsa ta leta kraljuje na tem prostoru in kjer naši skrbni obratovalci, naši sodelavci, reševalci, kopališki mojstri in vsi ostali poskrbimo, da je tudi vzdušje takšno, kot želimo, da ta bazen je topel, prijazen, čist, obiskovalcem prijazen in seveda ponuja tisto osnovno pogoje za kopanje, igro za otroke, pijačo, skromen prigrizek za tiste, ki začutijo to potrebo in pa seveda za veliko iger in veselja, ki so namenjene predvsem našim najmlajšim. Omenili ste, da je bazenski kompleks zaščiten kot upravljavec, kateri je KTRC Radeče zadnjih nekaj let. Kaj to pomeni? Kaj dejansko vi smete, ne smete? Kako imate proste roke pri vašem upravljanju na osnovi te zaščite? Ja,
lastnik radeškega bazena je občina Radeče, ki je pred leti ta objekt, ko ga je odkupila od papirnice, predala v upravljanje KTRC-ju. Kot vsak drug kulturni spomenik je seveda ta zgodba ima dve plati. Ena je tista, na katero smo ponosni in smo veseli, da smo kljub 60 letom uspeli obdržati vse te vitalne arhitekturne dele, ki so pomembni in ki so uvrstili ta bazen v ta seznam te kulturne dediščine. Po drugi strani pa to pomeni tudi neke vrste omejitev. Mi v vseh teh letih skrbimo za to, da bazen lahko obratuje. Seveda smo morali slediti vsem predpisom, ki zadevajo kopališča in pravzaprav bazena sploh nismo spreminjali. Tudi to govori, da je bil bazen v tistih časih, ko je bil narejen, odlično narejen. Da so te vitalni deli bazena še vedno v funkciji. Govorimo o strojnici, govorimo o bazenski školjki, govorim tudi o vseh spremljajočih objektih. Seveda smo v zadnjih letih mnogo kaj popravili, mnogo kaj usposobili do te mere, da bazen lahko funkcionira. Ampak osnovno izgled, obliko in vsebino pa je bazen obdržal takšen, kot ga je imel na začetku ob otvoritvi. Ste kdaj razmišljali ali pa so do vas prišli kakšni predlogi, da bi podobno kot imajo večja, bolj komercialna kopališča, kakšne tobogane, kakšne večje atrakcije, ki so zlasti za otroke bolj zanimiva, postavili ob ta zaščiteni del? Seveda. Naš bazen, sem rekla, je odličen za eno skupino kopalcev in obiskovalcev. Ko pa pride na bazen otroci, si pa seveda želijo vseh teh modernih dodatnih vsebin, ki jih na tem majhnem bazenu ne moremo zagotavljati. Kapaciteta bazena je namreč omejena za kopalno površino in tudi, če bi želeli, če bi se odločili tako, da v goste povabimo še veliko več kopalcev, kot jih je danes, nam predpisi tega ne omogočajo. Je pa našo željo in željo otrok slišala tudi naša občina Radeče, ki je nedavno tega kupila sosedno parcelo od bazena. To je travnik med tovarno papirja in med bazenom. To je en prostor, kjer je ena velika ambicija, da se dogradi z modernimi, novimi, drugačnimi vsebinami, da se povečajo parkirni prostori, da se doda spremljajoča ponudba in jaz verjamem, da ko se bo pojavil primeren razpis, ko se bo našla neka sredstva, bo na tem hribu poleg sedanjega bazena stala še ena nova, zanimiva, za otroke bolj priljubljena, privlačna kopalna površina. In bo privlačila še več obiskovalcev. Vsekakor. In če smo sedaj govorili o vodi, ki je dejansko služila kot požarna voda, sedaj pa kot osvežitev, se malce pomakniva v tok vode, ki je v povezavi z naravo, v reko Savo, na kateri vsako leto organizirate oziroma soorganizirate prireditev splavarjenje, tudi za turiste pripravljate neko tovrstno splavarsko izkušnjo, da dobijo občutek, kako so sploh ljudje potovali po sami reki. Na kakšen način to približate turistom? Seveda je Sava danes popolnoma drugačna, kot je bila v tistih časih, ko so splavarili po reki Savi. Takrat, ko so splavi vozili od Savinjske doline pa vse do Črnega morja. In takrat, ko je ta pot predstavljala marsikateremu domačinu težko prislužen kruh. In to takrat, ko se je pisala zgodovina Starograjske ulice, Železnega mostu in tega gamsa nad Železnim mostom, vse to so zgodbe, ki so še žive v spominu nekaterih najstarejših domačinov in ki jih mi obujamo ob splavarjenju. Splavarjenje na Savi danes je turistični produkt, kar pomeni, da je splav narejen po vseh tehničnih predpisih, da ga moramo seveda imeti vpisanega v knjigo čolnov, da vsako leto naredimo tehnični pregled, da pridejo inšpektorji, ki pogledajo, da so stvari takšne, da zagotavljajo varnost plovbe po reki Savi. Čeprav je Sava v Radečah akumulacijsko jezero od hidroelektrarne Vrhovo, ki je dol vodno, pa vendarle je Sava tista reka, v katero se izliva tudi Savinja, ki je velika hudourniška reka. Prihaja tudi voda iz zgornjega savskega dela, ki s sabo prinašajo marsikaj, kar je lahko tudi nevarnega. Radeče so prva v verigi spodnjih elektrarn na spodnji Savi. Zato prej ni nobenega sita in vse, kar prinese od drugod, se na nek način nabira v Radečah. Tudi zaradi tega moramo imeti za plovbo po Savi danes sklenjeno posebno pogodbo z savskimi elektrarnami, ki so upravljali z tega tehničnega objekta, kar je Sava v Radečah zagotovo je. In pa seveda imamo tudi dovoljenje za plovbo, kar pomeni, da vozimo samo od meseca maja do konca meseca oktobra in da lahko vozimo samo ob normalnih plovnih pogojih.
kar pomeni, da nam iz hidroelektrarne sporočajo, kakšen je pretok vode v Radečah. In če ta zadostuje našem pogodbeno dogovorjeni vrednosti, potem splav lahko gre na vodo in vozi. In ko je zadoščeno tem formalnostim, kaj je tista posebnost, ki turistom, obiskovalcem ostane posebej v spominu, ko jih popeljete po reki Savi? Nudite jim to posebna doživetja, okrepčate jih, nekaj jim približate tudi iz sveta zgodovine. Kaj je tisto, kar jih nekako potegne? Tisto, kar jih potegne, je gostoljubnost in prijaznost naših splavarjev. Seveda je program na splavu dobro dodelan, vrsto let ga izpopolnjujemo, dopolnjujemo, spreminjamo po potrebi, namenjen skupinam obiskovalcev, ki prihajajo, ampak že ko se pripelje avtobus turistov na naš pomol, odkoter splav štarta na svojo rajžo proti Zidanem mostu in nazaj, se že na splavu sliši harmonika. In ko se obiskovalci približujejo splavu, že pleše folklorna skupina. In predno stopijo na splav, popijejo frakelj borovničevca, dobijo kosček kruha s soljo za dobrodošlico. In na splavu je vedno usposobljena ekipa splavarjev s Kormonišem na čelu, ki svojim širokim nasmehom povabi goste na rajžo in tako se ta naša plovba začne. Plovba traja 2 uri pa pol in v teh 2 urah pa pol ni nikoli dolg čas. Na splavu se poje, se pleše, se poslušajo zgodbe, ki jih pripoveduje Kormoniš, o splavarjenju nekoč in danes in vseh znamenitostih, ki se nahajajo ob vodi, gor vodno od Radeč do Zidanega mosta. Seveda prva taka velika znamenitost je ta železni most, ki je naš tehnični spomenik, ampak že takoj nad mostom je Brusova skala in zgodba o Turkih, ki so prihajali in osvajali Radeče. Pa je zgodba o Trubarjevem griču, pa pride zgodba o železni cesti, ki jo je v Avstro-Ogrski dala zgraditi Marija Terezija. Prideš do zidanih mostov in moram vam povedati, da je ta pogled na te mostove z gladine reke Save res nekaj posebnega. Tako da, ko se pa splav počasi obrne, pa seveda so želočki lačni, pride na vrsto splavarski golež in pijača in pa brez krsta tudi ne gre. Vsi obiskovalci enkrat izberejo nekoga izmed njih, ki ga potem mi krstimo in ga sprejmemo v svoje splavarske vrste. Zato dobi seveda certifikat, ki ga odnese domov in na njega lahko ponosen in ga predstavi svojim prijateljem. In ne boste verjela, 2 uri pa pol migneta, kot bi mignil in vedno naši gostje zapuščajo splav s širokim nasmehom na licu in pravijo, prav je, da smo prišli, lepo nam je bilo. Krasno. In ko ste omenila tudi ta znameniti stari železni most, tehnični spomenik, odkar je zaprt, ni več toliko življenja skozenj, kot je ga bilo v časih, ko je skozenj potekal promet, pa vendar je v nekaj letih po zaprtju so bili celo organizirani skoki v Savo. Kako je s tem? Verjetno tudi potem zaradi varnosti se je s tem prenehalo, ampak še starejši, že večji Radečani se pa radi spominjajo teh trenutkov. Ja, res je. Naš železni most, kot rečeno, tehnični spomenik, ki je slavil svojo tradicijo 120. obletnico pred leti. Mi smo v tistem času, v tistih letih pripravili tudi eno zgodbo študijskega krožka, o krožkih bom z veseljem povedala kasneje še kako besedo, ampak tale slikica majhna je posneta ob otvoritvi tega železnega mostu 1896. leta. In ta most je v Radečah pomenil strašno veliko spremembo. Preden so postavili ta most, se je preko Save potovalo samo z brodom. In ko so radeški gospodje, takratni oblastniki in občinski svetniki ugotovili, da za boljše življenje v Radečah potrebujemo železen most, se je zgodila cela dolga vrsta dogodkov, ki so potem na koncu pripeljali do tega, da smo zgradili ta železni most. Ta železni most je bil dolga leta pomembna cestna povezava iz Štajerske na Kranjsko stran. Potem pa, ko se je prestavila železnica in ko je bila mimo Radeč narejena obvoznica, se je pravzaprav most zaprl za promet in je na razpolago še samo za pešce. Več ali manj za ogled te tehnične znamenitosti. Je pa tudi zanimivo se peljati s plavom pod mostom. Ko pogledaš od spodaj gor in vidiš tisto, kar mi radi vedno povemo o njem, da je to bil drugi največji kovičeni most v Evropi za časa Marije Terezije. Kar pomeni, da na celem velikanu ni niti enega šraufa po domače. Ampak vse so kovice, kar tudi daje to tako dolgo življenjsko dobo temu mostu, ki smo ga sicer
pred 20 leti prebarvali, ga s tem tudi malo zaščitili, ampak če ga danes pogledate, bo ta velikan živel še veliko, veliko dlje kot mi vsi, ki hodimo zdaj po njem. Kar se pa tiče skokov z mosta, je pa res, v tistih časih je bila to velika atrakcija. Mi smo skupaj s turističnim društvom in občino Radeče bili organizator prireditve Dnevi splavarjenja vrsto let z namenom, da povežemo kulturno izročilo, tradicijo, turistične ambicije z razvojem kraja in da povabimo v goste čim več obiskovalcev. Skoki z mosta so bili prava atrakcija. Takrat se je v Radeče v tistih 3 dneh oziroma po sobotah je bilo ponavadi tekmovanje skokov z mednarodno udeležbo. Prihajali so skakalci iz Mostarja, iz Beograda, iz Zagreba, iz Italije, domači skakalci. To je bila res atrakcija. Vendar pa, kot sem že prej omenila, naša reka Sava je strašno nepredvidljiva reka. In mnogokrat seboj prinese pod gladino kaj, kar se na prvi pogled ne vidi. In po posvetu z podvodno reševalno službo, ki je vedno spremljala te naše skoke in glede na njihovo ugotovitev in priporočilo, da prenehamo skakati z mosta zaradi nevarnosti, da se skakalcu zgodi nesreča, smo potem s težkim srcem se odločili in smo prenehali pripravljati skoke z mosta. Ampak ostavijo spomini, zapisani dogodki na tista leta in ena nostalgija se vsakokrat, ko me kdo vpraša po teh skokih, zbudi v meni. Vem pa, da je bila odločitev prava in ker vendarle varnost je pa vedno na prvem mestu. No in kljub temu, da so se skoki v Savo zaključili, dnevi splavarjenja so pa ostali. In ravno na pragu poletja v juniju ste jih tudi letos obeležili z različnimi prireditvami, na katerih sodelujejo lokalni ponudniki, lokalna društva. Na kakšen način povežete, bom rekla, to nekdanjo gospodarsko panogo, ki jo pač splavarjenje predstavlja, z sedanjostjo, z turizmom, z obiskom? Ta naša bogata kulturna dediščina splavarjenja nam je ena dobra podlaga za to, da na njej gradimo danes za jutri. Dnevi splavarjenja so priložnost, da po eni strani se predstavijo domača društva, ponudniki in domači obiskovalci. Je priložnost, da pridejo v Radeče tekači iz cele Slovenije, ker smo pač vključili v program tudi Splavarjev tek. Je priložnost, da se mladi nadebudni nogometaši srečajo na nogometnem turnirju, ker je bilo letos preko 200 otrok vključenih v ta nogometni turnir. Je priložnost, da predstavimo rokodelsko tržnico, kamor povabimo v Radeče tudi ostale ponudnike različnih proizvodov, produktov iz celega Posavja in tudi od kje drugod. In je tudi seveda priložnost za zabavo, da se poveselimo, da prisluhnemo dobri glasbi, da se podružimo, da spletamo te vezi in seveda vedno ob dnevi splavarjenja vozi tudi splav. Brez splava dneva splavarjenja ne more biti, ampak to so krajše vožnje, to so panoramske vožnje, ravno toliko, da gostje, obiskovalci občutijo, kako je na vodi in da se potem morda odločijo, pa da pridejo drugič pa za celo rajšo. Kako ste pa zadovoljni, glede na to, da že skoraj 20 let to od blizu spremljate in organizirate? Kako ste zadovoljni z porastom obiskovalcev? Kako se ljudje, bom rekla, odločajo za obisk? Tako domači, je frekvenca ljudi večja, je mogoče večji obisk strani sosednjih krajev, sosednjih občin? Kaj opažate? Dnevi splavarjenja so zagotovo postali zasavsko-posavska zgodba, če ne širše. Seveda pridejo tudi Radečani, seveda so tudi domači udeleženci, ampak če greste vi proti koncu junija v Zasavje, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, poslušate v restavraciji, ko klepetajo med seboj, v soboto gremo pa v Radeče, ne? V petek smo pa v Radeče, v petek je pa splavarjenje. Enako zgodbo lahko slišite dol vodno. In odkar imamo v Radečah na TRC Savosu, ta objekt, kjer so pomoli in kjer čovn pristaja in odhaja, tudi novega upravnika, novega najemnika. Mi imamo zdaj restauracijo Veseljak, kar pa daje tudi eno priložnost, da Radio Veseljak, ki ima zelo široko mrežo svojih poslušalcev, tudi in soorganizira to prireditev, tudi povabi obiskovalcev drugod. O številkah govoriti je težko. Mi smo vedno odvisni tudi od vremena, čeprav vedno postavimo velik šotor, tako da tudi v primeru slabega vremena se lahko obiskovalci skrijejo pod šotor
Je pa tako, odvisno od, kot rečeno, od vremena, odvisno od programa, ki ga pripravljamo, odvisno tudi od glasbenikov, ki nastopajo v teh 3 dneh. To število je približno vedno enako, nam pa to pomeni predvsem promocijo. Promocijo, da o nas poročajo mediji, promocijo, da ti ljudje, ki so morda prvič prišli poslušati enega glasbenika, tudi dobijo informacijo o kraju, o splavarjenju in tudi promocijo, da je v Radečah med prijetnimi ljudmi zmeri luštno in fajn. In se potem vrnejo mogoče pogledati pa znamenitosti. Ja, res je. In ena od znamenitosti je denimo tudi najdebelejši Kostanj, ki je v radeški občini. Tam se zbirajo tako turisti, tudi otroke iz vrtca popeljajo nekajkrat letno na izlet do tja gor. Gašperjev Kostanj je ena posebnost, ki pa je naravna znamenitost. Kako jo ljudje sprejemajo? Se zelo začudijo, so mogoče kaj podobnega kje drugje videli, pa mogoče kakšno drugo vrsto. Kakšne imate povratne informacije strani obiskovalcev? Gašperjev Kostanj je očak, spoštovanja vreden, občudovanja vreden, raste na kmetiji Kiškovih. Ocenjuje se, da najbrž približno 400 let. Njegov obseg debla je nekaj več kot 11 metrov in res je veličasten. In zato, ker je tako posebno drevo in zato, ker že 4 generacije Gašperjev, tudi zdaj je gospodar na kmetiji Gašper, pa njegov oče je bil Gašper, pa ded je bil Gašper, pa praded je bil tudi Gašper, zato se mu reče Gašperjev Kostanj. Oni z veseljem pričakujejo obiskovalce in jim pokažejo po eni strani kostanj in ponudijo domač kostanjev liker. V jesenskem času spečejo ta kostanj ali pa jih samo predstavijo informativno tablo, kjer v tem kostanju piše nekaj več. Kostanj je zavarovan kot naravna znamenitost, zato je tudi obeležen. In tisto, kar je še posebno za ta kostanj, pa je ena posebne vrste donatorska pogodba, ki smo jo pred leti podpisali občina Radeče, družina Kiškovih, Tanin Sevnica in Zavod za gozdove Slovenije o ohranjanju tega kostanja. To je bila prva te vrste pogodba v Sloveniji in s katero Tanin Sevnica, ki seveda uporablja kostanjevo les pri pridelavi svojih proizvodov, in občina Radeče kot domača občina ter lastniki zagotavljajo, da se vsako leto vsaj 2-krat naredi pregled tega kostanja, se po potrebi kaj popravi, odžaga kakšna suha veja, poveže kakšna veja, ki se hoče odlomiti, kakorkoli. In v glavnem je to tudi ena priložnost, da se pa na Gašperjevi domačiji srečujemo in da pač se pogovarjamo in se tudi tukaj spletajo zgodbe. Gašperjev Kostanj je bil tudi zanimivo prizorišče otvoritve nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja. O tem bomo tudi še kaj rekli. In obiskovalci, ki so bili tudi iz cele Slovenije, niso mogli verjeti, da je to možno, da se v takem fantastičnem ambientu tudi taka zahtevna prireditev lahko spelje. Je pa morda znano, koliko življenjske dobe še ima pred seboj. Že 400 let je častitljiva doba, pa verjetno ne bo večen, ga bo načel zob časa slej ali prej. A ste kdaj mogoče govorili z revirnim gozdarjem, koliko je še realno pričakovati, da bo Kostanj še živel? Ja, od naših gozdarjev Kostanj zagotovo najbolj pozna Jože Prah, ki ga spremlja že tudi vrsto desetletij, ne želi takšnih vprašanj. On pravi, da bo, dokler bo. Mi smo se nekako odločili, da se strela ne bo udarila v njega. Mi smo se nekako odločili, da bojo te letni pregledi in te pristopi, ki jih naredimo, zadoščali, da mu podaljšajo dobo. Resnici na ljubo, zob časa ga je že načel. Resnici na ljubo, nekateri deli drevesa niso več vitalni. Ampak drevo se ne da. Poganja nove poganke, poganja nove veje in če bo sreča imela, druge tle ni. Če bo sreča imela, bo ta očak lahko še dolgo stal. Da bo še preživel mnoge generacije tudi za nami. In ena od posebnih znamenitosti oziroma priljubljenih točk, ki je malce odmaknjena od samega centra Radeč, je tudi Magolnik, na katerem ste pa v avgustu gostili tabor, na katerem so se srečali otroci, doživeli marsikaj zanimivega, pa tudi sicer je Magolnik med domačini, tudi Zasavci, ne samo med krajani Radeč, dolgo slovel kot priljubljena smučiška
točka. Pa recimo nekaj besed najprej o taboru, potem pa še o samem smučišču, ki je zdaj žal že zamrlo. Ja. Mi imamo srečo, da je pred leti občina imela priložnost odkupiti hišo na Magolniku. Hiša na Magolniku je tekom zadnjih let postala majhen center vseživljenjskega učenja. Nikoli ni tega naziva uradno pridobila, tudi ga ni iskala. Je pa postala prostor, kamor prihajamo zelo različni ljudje z različnimi cilji, željami in potrebami. Vsak, ki pride na Magolnik, ki lahko na Magolniku stane tudi dan, dva, tri, mora imeti za svoj namen, za svoj obisk temeljni namen izobraževanja. Zato pri vhodu v hišo stoji sova, ki obiskovalce na to opominja. Mi pa si prizadevamo, da se tukaj res dogajajo izobraževalne vsebine. Zato je Magolnik prizorišče velikega števila delavnic, prireditev, dogodkov, pohodov. Na Magolniku se dogajajo eno ali več dnevne zgodbe. Nedavno tega smo, kot rečeno, imeli tabor za otroke, kjer so preživljali čudovite dneve v neokrnjeni naravi z bogatim programom, in ko je bilo treba iti domov, bi še kar ostali. Malo pred tem smo gostili člane Sonc festivala, mednarodne zasedbe violinistov, ki so koncentrirali v Posavju. Še prej smo imeli delavnico joge, tudi za jogo je prostor na Magolniku. Magolnik je hiša, ki smo jo z veliko prostovoljnega dela tekom let opremljali in pripeljali do te faze, da zadosti osnovnim potrebam, ki jih imamo. Da smo to dosegli, smo rabili veliko prijateljev, veliko sodelavcev, veliko tistih, ki so prispevali svoj delež, kakorkoli že, na kakršenkoli način že. Ampak ko smo to uspeli, smo s tem pridobili tudi prijatelje, ki vedno radi znova prihajajo na Magolnik. Magolnik je nad Svibdem. In naši ljudski pevci iz Svibnega, ki so med ostalim tudi na stalih študijskih krožkih dobili republiško nagrado Andragoškega centra za svoje delovanje, izdali svoj CD, pesmarico in tako naprej, so redni obiskovalci hiše na Magolniku. Mi smo na Magolniku organizirali niz proslav ob Svetovnem dnevu turizma. Gostili smo zelo eminentne goste, predsednika države, predsednika državnega zbora, do ministrov takšnih in drugačnih in drugih pomembnih ljudi. Ampak to je pomembno zgolj zato, da so domačini, čigar ta Magolnik je in ki vedno radi sem prihajajo, imajo tudi možnost in priložnost, da se s temi ljudmi srečajo, z njimi poklepetajo, pojejo malico, spijejo kozarec ali dva, se poveselijo in postanejo z njimi povezani. Tako da Magolnik je ena čudovita zgodba na obrobju Jatne, te krasotice, kjer je res neokrnjena narava in kamor se stekajo tudi različne pohodne, konjeniške, kolesarske poti. Na nasprotnem bregu nas gleda Zasavski Triglav, Kum, med hišo na Magolniku in med Kumom pa se vije dolina Sopote, fantastičen naravni prostor, s še vedno zelo čisto vodo, v kateri najdeš rečnega raka, z slapiščem, kjer se lahko usedeš, Slap Sušek, kjer je tudi prostor za poroke. Mi smo imeli 2 poroke ob Slapu Sušeku, v naravnem okolju. Tam lahko slišiš koncert, violinski Radeški Strunikati je naredil tam fantastičen koncert. In to povezovanje levega in desnega brega doline Sopote in Magolnika in te Jatne je tak prostor, kjer se vedno lahko zelo zanimive in kvalitetne stvari dogajajo. No in ta izobraževalna nota, ki je v zadnjih letih bolj prišla do izraza, je nekako nadomestila športno, ki je bila v ospredju pred desetletji, mogoče še več. Mnogi so prihajali na Magolnik smučati. Ja, res je. Še preden je bilo smučišče, bom rekla, opremljeno žičnico, so marsikje se otroci in tudi odrasli zapodili na hribovita pobočja in po domače rečeno štamfali. Tu je pa bila potem priložnost, da so imeli neko svoje malo smučišče, ki je nek svoj čas, ko je živelo, jim dajalo neke prijetne, sprostitvene športne trenutke. Res je, res je. Mi smo, kot Radeče, je tudi smučišče Magolnik prevzel v upravljanje ob ustanovitvi. Vsi vemo, da so včasih zime, ko smo bili mi otroci, bile drugačne, kot so danes. Jaz ne bom govorila o toplotnih spremembah in o topli gredi in o teh stvareh, pa vendarle
je v zadnjih letih relativno malo snega. Zadnja zima je izjema, kjer je bilo snega spet več, prejšnje zime so bile na pol prazne. Na Magolniku, kjer je krajša vlečnica, ni možnosti za umetno zasneževanje. Ni vode, ki bi jo lahko akumulirali, da bi ob potrebi lahko zasnežili smučišče. Preko smučišča je speljana tudi cesta, ki pelje na vrh Magolnika in ki je uklesana v hrib in ki tudi sama zase predstavlja oviro, kadar ni dovolj snega. Po drugi strani je to smučišče precej zahtevno. To ni smučišče za otroke in za začetnike, ampak za izkušene smučarje. Zato so se otroci ponavadi takrat, ko je še smučišče obratovalo, sankali ali pa smučali tle ob strani, poleg žičnice. Naslednja stvar, ki je pomembna, je ta, da je cesta, ki vodi na smučišče, lokalna, hribovska cesta, ki jo je zelo težko vzdrževati. In je že tako, da kadar snega ni, smučišče ne more obratovati. Če pa sneg je pa cesta zasnežena, zaledenela in smučišče zelo težko dostopno. Ne glede na to, smo se mi nekaj let prizadevali in smo obratovali smučišče 1 leto 10 dni, drugo leto 14 dni. Največji čas obratovanja, ko je bil skozi od decembra do spomladi, je bilo 1 letu 50 smučarskih dni, ampak tega je že 10 let nazaj. In potem pa, če to povežeš še stroški, ki jih imaš pri organizaciji smučišča, kjer so predpisi izredno zahtevni, zahtevajo istočasno na smučišču najmanj 5 ljudi, ki suportirajo obratovanje od žičničarja do vodje smučišča, do prve pomoči, do tega, ki ga imaš v koči, da skuha čaj in tako naprej. In pa tudi seveda elementi žičnice imajo častitljivo starost. In dokler je bilo možno, smo mi podaljševali uporabno dovoljenje za obratovanje žičnice. Žal je pred 2 letoma tudi to uporabno dovoljenje poteklo, ga ni mogoče obnoviti. Treba bi bilo zamenjati vse vitalne dele vlečnice. To bi bil strašno velik finančni zalogaj. Ob teh zimah, takšnih, kakršnih so, pa smo skupaj z občino presodili, da to žal nima smisla in da bomo morda v zameno za smučanje, se to ne more zamena biti, pa vendarle domačinom ponudili bodisi sankališče, bodisi tek na smučeh v zgornjem delu pri hiši na Magolniku. Kakšna usoda bo pa čakala obstoječo infrastrukturo? Obstoječa infrastruktura se po zakonu bo morala slej ko prej razdreti. Jaz verjamem, da bojo nekatera manjša smučišča v bližini kakšne vitalne dele potrebovala za svoje rezervne dele in morda en del tega odkuple. Ostalo bo pač morali dočakati žalostni konec, tako kot vsaka stvar enkrat. No, pa da se ne bova preveč posvečali žalostnim zgodom, kakršno je pač tudi po sili razmer v naravi doživel Magolnik oziroma njegovo smučišče, podiva k malce bolj veseli. Prestaviva se nazaj v mesto, nazaj v center. V Radečah je, odkar je KTRC uspešno kandidiral na razpisu in je nastala v Starograjski ulici Radeška tržnica, tam tudi zelo zaživelo življenje, tako tistih, ki so v samem centru mesta doma, kot tudi tistih, ki se pripeljajo iz ostalih krajevnih skupnosti, bodisi iz Jagnjenice, Svibna, Vrhovega, da dejansko kupijo doma pridelane izdelke, da izmenjajo kakšno besedo ali dve s soobčani in da nekako poskušajo zdravo živeti po zaslugi domačih pridelovalcev. Res je. Zgodba z Radeško tržnico se je začela že v prejšnjem programskem obdobju, ko je občina Radeče skupaj z ostalimi posavskimi občinami kandidirala na sredstva LIDER in speljala projekt Posavska špajza. Ta projekt je pomenil, da je v vseh 6 posavskih občinah nastalo mesto, prostor. Nekatere tržnice so že obstajale, nekatere so se posodobile. V Radečah tržnice nismo imeli, zato smo tržnico postavili na novo. Tržnica v Radečah je pred mnogimi leti bila redna četrtkova dejavnost in Radečani so se takrat pred mnogimi leti redno zbirali na Radeškem placu. In zato je potem, ko je nastal ta objekt, bilo treba povabiti ljudi, da bi ta zanimiva, arhitekturno zelo posrečena in drugačna tržnica v vseh ostalih, ki že samim svojim izgledom privablja radovedne poglede obiskovalcev in drugih turistov, pa vendar ne samo objekt za sebe ni dovolj. Zato smo se na KTRC-ju pri ponovnem razpisu sredstva CLLD odločili in smo kandidirali za oživitev tega
prostora te radeške tržnice. Razpis je uspešno bil potrjen in začela se odvijati zgodbe. Radeška tržnica je seveda prostor, kjer se lahko kupi in prodaja zdrava, doma pridelana hrana, kjer želimo spodbujati zdrav način življenja, kjer podpiramo kratke prehrambene verige, kjer izobražujemo ljudi z novimi zelišči, z novimi rastlinami in tako naprej. Pa vendarle je postal tudi prostor za vse še kaj drugega. Tukaj se dogajajo bodisi novoletni žuri, prednovoletni, tukaj se dogajajo koncerti. Tukaj smo prednedavni imeli otvoritev zeliščnega vrta, ki je edini v Sloveniji, ki je edini v Sloveniji in ki je prelep, kjer lahko obiskovalci, ki pride na tržnico, ko pokupijo, kar želijo kupiti, se sprehodijo do zeliščnega vrta, pogledajo, kaj bojo danes ali jutri v svoji kuhinji potrebovali od zelišč in si odberejo. Kdo pa skrbi za to, da po številnih odtrganjih teh vejic ne pride do primanjkljaja, da niso korita prazna? Kdo skrbi, da se rastline znova in znova opomorejo? Moji sodelavci na KTRC-ju so tisti, ki zalivajo ta korita in ki jih vzdržujejo. Seveda ob pomoči hortikulturnega društva, ki je bil partner v projektu. Imeli smo partner tudi Arnike, naše društvo kmečkih žena Arnika, so sodelovali v tem projektu, in pa Matej Ključevšek, ki svojo ponudbo sirov in jogurtov sicer tudi prodaja na tržnici. Tako da zelišč je vedno dovolj. Moram povedati, da ljudje imajo spoštljiv odnos do zelišč. In ko pristopijo k koritu in si odtrgajo toliko, kolikor rabijo in lepo odtrgajo. Malo nas je zanimalo, kako bo to čez vikende, popoldne, zvečer, ko nikogar ni blizu. Z veseljem povem, da ni neljubih obiskovalcev in da so vsa zelišča in vsa korita polna in na razpolago taka, kot so bila ob otvoritvi, in razveseljujejo seveda obiskovalce. Imamo pa v Radečah na tržnici tudi zdaj skoraj 50, mislim, da jih 48 sobot, ko obiskovalcem ponudimo nekaj več. Enkrat je to sobotni zajtrk, ki je lahko sadni, lahko je mesni, lahko je pečen. Enkrat je to delavnica, bodisi delavnica o zdravi prehrani, bodisi delavnica na temo priprave izdelave jogurtov, sami naredimo jogurt. Bodisi da je to delavnica, ko predstavimo medičarske izdelke, predstavimo mede in tako naprej. Tako da 48 sobot zapored, zdaj čez poletje, mesec pa pol je malo zatišja, ko so dopusti in tako naprej. Sicer pa vsako soboto se na tržnici nekaj dogaja. In to je bil ta način, ki smo ga mi prepoznali za primernega, da ljudje začnejo spet prihajati na tržnico. Ne samo zato, da kupijo solato ali pa jajca ali pa testenine, ampak zato, da v soboto se odbijemo pa na tržnici. In nasplošno je ta del v Starograjski ulici, kjer se sama tržnica tudi nahaja, dejansko bolj zaživel, odkar se je postavila Radeška tržnica, se je roko na srce, če ne bi bilo cerkve v tej ulici, odkar so vse tiste majhne trgovinice ob obeh straneh ceste zaprte že vrsto let, nekatere že vrsto desetletij, je nekako življenje v centru, v starem delu Radeč usihalo vse bolj. S tem, ko se je pa zgradila nova tržnica in ko so se ponudile tudi vsebine, je pa vdihnjeno novo življenje in je tudi frekvenca ljudi bistveno večja, kot je bila mogoče še 5-10 let nazaj. Res je. Res je. In ravno to je bil namen in občinskih prizadevanj in naših, da Radečanom ponudimo prostor za druženje, za izmenjavo mnenj, izmenjavo zelišč. Mi smo že drugo leto naredili zelemenjavo. Zelemenjava je tako simpatično ime za to, da so članice hortikulturnega društva, pa tudi drugi, v spomladanskih mesecih, ko je čas za saditev zelenjave, od doma prinesli viške svojih flanc. In so se tam, ali pa semen, in so se tam razporedili, so se pogledali, so se pogovarjali, kaj imaš ti, kaj imaš to, jaz pa tega nimam, jaz bi pa to imel, kako se pa to obnesel. In ta dialog je stekel in ko pogledamo danes tiste fotografije z tistega dogodka, si rečemo, to je bila zagotovo odlična odločitev, tako da so hortikulturke res ponosom potem vsako leto zdaj že ugotavljajo, da so razdelile vse, kar so prinesle, da so tudi one dobile kaj, kar niso prej imele. In tako se te aktivnosti in dejavnosti na tržnici odvijajo
v vsestransko korist. Tako je. Ena od zanimivih stvari je, da dejansko razvoj in napredek v kraju marsikje ne bi bil možen, če ne bi društva, javni zavodi, občine kandidirale na različnih razpisih, ki jih država in tudi preko evropskih sredstev zagotavlja oziroma jih ponuja. In tudi v Radečah je za marsikater objekt oziroma za marsikatero vsebino se gre zahvaliti ravno uspešnemu kandidiranju. Pa vendarle se včasih pa tudi zgodi, da kakšna dobra ideja, ki jo, ko staknete glave skupaj, različni zaposleni v javnih zavodih, v občini, kakšna zadeva vseeno ne prepriča tiste zahtevne komisije, ki pa o tem odloča. Kako vam to, ali vam vzame energijo, ali vam da idejo, kako to spremeniti, dograditi? Kako v takih primerih ravnate? Moram neskromno povedati, da smo na KTRC-ju, pa tudi na občini, to sta dve zgodbi. Občina je občina, ki je ustanovila svoj javni zavod KTRC, kar pomeni, da smo zelo povezani, pa vendar smo samostojni pravni subjekti. In ko se prijavljamo na razpise, pravzaprav se prijavljamo vsak na svoje razpise, velikokrat pa smo en drugem tudi partner v projektu. Kar se KTRC-ja tiče, imamo že kar dolgo vrsto izkušenj s temi razpisi, zelo različnimi. Pa začnimo z onimi najbolj nevidnimi, da tako rečem, to so razpis za študijske krožke pri Andragoškem centru Slovenije, kjer zdaj že res vrsto let, vsako leto v Radečah organiziramo mrežo študijskih krožkov. Mi smo jih preko 50 oddelali v zadnjih 10 letih. Krožki so zelo različni, razvijajo različne teme. To so majhne skupine ljudi, ki se združijo za svojim nekim ciljem, ki mu potem po določenih pravilih in načelih sledijo, dokler ga ne uresničijo. Tukaj na mizi so 3 knjige, ki so posledica ali pa rezultat 3 različnih študijskih krožkov, vsaka zase z bogatstvo nekega znanja, nekega neformalnega učenja, ki ga vsi rabimo in ki je vsem pomembno. Istočasno z roko v roki študijskimi krožki gre vsako leto razpis Andragoškega centra Slovenije za teden vseživljenjskega učenja. Mi smo vsakoletni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, kar pomeni, da v mesecih maju in juniju v Radečah mi sami in skupaj z društvi izvedemo preko 50 prireditev. Kot rečeno, nekaj naših lastnih, za tiste, ki jih izvajajo pa društva, pa mi služimo kot logistična podpora, promocijska podpora z našo kabelsko televizijo, z našim Facebookom, s pripravo vabil, plakatov, povabil, tudi seveda s sodelovanjem. In to sta 2 zgodbi, ki že vrsto let kontinuirano tečeta. Tretja zgodba, ki se ne nanaša direktno na razpis, je zelo pomembna, je dogovor o poslovnem sodelovanju, ki smo ga sklenili z Zavodom za gozdove Slovenije. Naša občina je tako kot cela Slovenija izjemno gozdnata pokrajina, ki v svojih nedrjih skriva 1001 učno priložnost. Bodi si, da je to samo sprehod skozi gozd, bodi si, da je to gozdna pedagogika, bodi si, da je to tabor v gozdu, bodi si, da je to lovstvo, bodi si, da je to zbiranje zdravil, nabiranje zdravilnih zelišč ali pa drugih gozdnih sadežev. In potem, če se dotaknemo naslednjih razpisov, so bili razpisi LEADER, kot rečeno, prejšnjo programsko obdobje. Prvi tak zanimiv projekt je bil motivacijski projekt udejanjanja turističnih proizvodov. Tak zakompliciran naslov, ko kar ne veš, kaj predstavlja. V principu je šlo pa samo za to, da bi mi na KTRC-ju kot javni zavod spodbudili in pomagali nekaterim ponudnikom raznih proizvodov v občini zbrati korajžo, pogum, znanje in pot, da bi razvili neko svojo dejavnost. Dopolnilno dejavnost na kmetiji, osebno dopolnilno dejavnost, karkoli pač že. Seveda smo pa zraven razvijali več čas tudi splavarjenje. Poleg tega smo imeli projekt Gozdni sadeži vrnitev s koreninam. En izjemno zanimiv projekt, ki smo ga istočasno izvajali v vseh 6 posavskih občinah. Mi smo bili vodilni partner. Ta projekt je imel tudi zelo bogato vsebinsko zasnovo. Govori o gozdovih, gozdnih sadežih v celem Posavju. Kaj, kje raste, kje so rastišča, koliko jih je, kakšne so. Govori o odnosu obiskovalcev gozda z lastniki. Tukaj vedno lahko pride do konfliktov, če ni primerno obnašanje, bodi si na eni, bodi si na drugi strani.
Naši kroški študijci, ki so tudi v vseh 6 občinah bili ustanovljeni na to temo, so pobrali pri gospodinjah recepte, domače, stare, iz gozdnih sadežev, ki so tudi v knjigi navedeni. Pravljičarka Darinka Kobalova nam je napisala posebno pravljico o obnašanju v gozdu in Bojan Sumrek je naredil ilustracije za odličen gozdni bonton, ki smo ga tudi vključili v knjigo. Smisel te knjige je bil pa predvsem v tem, da smo jih potem brezplačno razdelili v vrtce in osnovne šole, kjer lahko otroci to prebirajo in se od tega kaj učijo. To je bil projekt Gozdni sadeži. Ko sem omenila projekt LIDER, je še ena izjemno zanimiva zgodba, to je naša učna pot Savos. Tudi to je rezultat razpisa. Gre za regijski projekt, gre za posavske poti prijetnih doživetij, ko je spet 6 posavskih občin, vsak v svojem okolju vzpostavil eno novo učno pot. V Radečah je to učna pot Savos, ki se vije od našega pristanišča za splav, ob Savi do Ribiškega doma, Bajerja in krožno nazaj skozi park mimo prevzgojnega doma, nazaj do Radeč. Učna pot opremljena z tablami, didaktičnimi igrali, pripomočki. Obišče se park Dvor, ki je sam po sebi fantastično naravno okolje. Vedno se povežemo tudi z ribiči, ornitologi, pogledamo ptice, se obrnemo. To je naša učna pot Savos, tudi kot rezultat projekta. Delamo mednarodne projekte, predvsem na področju vseživljenjskega učenja. Smo bili primer dobre prakse za mednarodni projekt SMART, Sustainable Villages and Education, trajnostne vasi in izobraževanje, kjer smo mi predstavljali primere dobrih praks, kako pri nas v Logarski dolini, na Svibnem, v naših krajih deluje razvoj podeželja, kako se pristopa k razvojnim projektom in tako naprej. Sodelovali smo z Nizozemci, Italijani, Nemci, Turki, Poljaki, Čehi. Potem je bil mednarodni projekt, ki je še vedno v teku, EcoAct. Se ukvarjamo z ekološkim razvojem podeželskih vasi in z razvojem turizma v območnem predelu Turčije ob Črnem morju. Našli so nas kot primeren partner, edini v Sloveniji, ne edini primeren, ampak nas so našli in nas povabili, da predstavimo razvoj ekološkega in trajnostnega turizma v Sloveniji. Tukaj pa sodelujemo z Španci, Turki, Nemci, Čehi. Dela ne zmanjka, skratka. Dela ne zmanjka. In tudi izgovorov, da ni aktivnosti, ni možnosti za izobraževanje, na tem mestu odpadajo. Seveda so potem pa tle projekti, ki so pa sicer tudi bolj investicijsko zahtevni, kjer se pa mi kot KTRC ne moramo vključevati, ker mi nimamo investicijskih lastnih sredstev. Zato smo skupaj z občino zdaj spisali 2 projekta v okviru CLLD-ja, ki pa bota ogledala luč sveta v kratkem. Gre za projekt Stara šola za nove ideje. To je zgodba na Jagnjenici, se pravi na začetku naše doline Sopote, tam, kjer se cesta zavije na Svibno, kjer stoji stara šola, ki je močno potrebna obnove zaradi častitljive starosti. Ker se pa nahaja na fantastični poziciji pod gozdno lepotico Jatno, po kateri je včasih vozila po dolini Glažutnice gozdna železnica, ena redkih gozdnih železnic v Sloveniji. In tik ob dolini Sopote, kjer je izredno zanimiva biotska pestrost tako rastlinskega kot živalskega sveta. Zato se bo na tem mestu zgradil en interpretacijski center, kjer bomo predstavili vse te naše znamenitosti, od Kranjskega šebenika, ki je bil odkrit na Grajskem hribu na Svibnem, kjer je botanik Dolinar prvič našel to rastlino in jo vpisal v evidence, do tega, da na Grajskem hribu na Svibnem najdeš termofilne rastline, ki so zelo netipične za to območje, od ruja do fige, smokva, velika smokva raste in rodi na tem hribu in tako naprej. To živali, kot rečeno, imamo veliko čredo muflonov, gamsov, jelenjadi in drugih. Seveda se tudi naš prijatelj rjavi medved vsake toliko sprehodi tukaj mimo na svoji poti. Tako da je gradiva zagotovo dovolj, da predstavimo ta prostor. Drugi projekt se nanaša pa na ribičijo, na ureditev bajerja. To se pravi, to je tega umetnega zajetja ob Ribiškem domu, ki je bil zgrajen
takrat, ko so jo gradila hidroelektrarna, pa ga bomo zdaj skupaj z ribiči očistili, uredili, naredili vse potrebne tehnične parametre, da bo izpolnjeval pogoje za ribolov, za gojitveni bajer in za učno pot, ki bo na tem mestu predvsem poudarjala pomen rib kot hrane za zdravje, za človeka in tudi kot riba, kot zelo pomemben del živalskega ekosistema, njene funkcije in njene uporabnosti. Tako da ta dva projekta se bosta začela zelo kmalu. Vam bosta verjetno največ časa v kratki prihodnosti. Je pa, ko smo še projektih, še moram to povedati, že v teku 2 leti projekt medgeneracijskega centra Posavje, kjer naši sodelavki skupaj tudi z drugimi partnerji, vsak partner zase seveda, v Radeški šoli pomagajo osnovnošolcem v jutranjem času pred začetkom pouka, pomoč pri učenju, pomoč pri nalogah, pomoč pri svetovanju, pomoč pri izvajanju različnih dejavnosti, morda učenju kitajskih pismenk, ker ena od naših sodelavk je sinologinja, ki tekoče piše in govori kitajsko in je to za nadebudneže izredno zanimivo. Tako da ta projekt je 5-letni in že 2 leti teče. V teku pa je tudi projekt Mladinskega centra. To pa je projekt, ki smo tudi z posavskimi partnerji naredili in smo poskušali radeški mladini ponuditi po eni strani prostor, mesto, kjer bi se lahko družili, po drugi strani pa predvsem najti poti in načine, kako mladim priti nasproti, jih poiskati tam, kjer se zadržujejo in jim ponuditi neke vsebine, ki bi za njih bile zanimive, zdrave in ki bi v njih razvijale vrednote in tisto, kar je mladim potrebno, da zaprav občutek sprejetosti, varnosti, kreativnosti, inovativnosti. In zato v začetku septembra načrtujemo otvoritev Mladinskega centra v Domu kulture v Radečah, kjer je v prvem nadstropju, v večnamenskem prostoru, kjer so se odvijale različne stvari. Se je že nabavila oprema za opremo tega prostora, nekaj fotografski aparat, računalnik, tudi 2 fotelja in kavč, pisalna miza in tako naprej. Ste približali občutek domačnosti, tudi samo ureditvijo prostora. In na tem mestu je treba tudi povedati in se zahvaliti prostovoljcem, mlajšim Radečanom, ki so se odločili in pristopili k realizaciji tega projekta in se z mladimi ukvarjajo in se bodo ukvarjali tudi na ulici. Tudi Srečko, da bomo imeli, Srečko je kombi, ki bo opremljen z različnimi vsebinami in tudi inštrumenti, potoval po posavskih občinah in vabil mlade k kreativnemu ustvarjanju. In zato gre zahvala res tem prostovoljcem, ki so se odločili, da bojo naredili nekaj dobrega, vsak po svojih močeh za te mlade. Se tudi udeležili izobraževanja, ki je že bilo. In se pravzaprav prvič v Radečah srečujemo s situacijo, da je namensko za mlade, zadnja triada osnovne šole, srednje šolci, ponujeno nekaj, kar bodo sami prepoznali, da jim je pomembno, mi pa se bomo poskušali na njihove ideje odzvati in jim pristopiti bliže. Skratka, idej, projektov in zamisli imate ogromno in tudi podpora strani tako zaposlenih kot tudi prostovoljcev je znatna. In KTRC, da sploh vse to, kar sama narava ponuja, kar ste si sami zadali kot vaše naloge, kot vaše projekte, da vse to uresničujete, potrebujete seveda dober usposobljen kader, ki skrbi vsak morda za svoje področje, oziroma marsikdo je tudi kdaj deklica za vse. Koliko vas je na KTRC-ju Radeče, kako imate delovne naloge razdeljene, kaj vse nekako pokrivajo ta delovna področja? KTRC Radeče predstavlja 7 entuzijastov, ki smo se odločili, ko smo prišli v to službo, da bomo s srcem, seveda pa s svojimi znanimi in spretnostmi, naredili vse, kar kdo od nas zmore, da bomo skupaj lahko stvari peljali naprej. Mi smo v začetka, ko smo bili ustanovljeni, prejeli najprej v upravljanje vse športne, kulturne objekte.
v obratovanje, zagotavljanje obratovanja, se pravi štadion, športna dvorana, tenis igrišča, bazen, takrat je bilo še smučišče. Mi smo prevzeli v upravljanje dom kulture, dom pihalnega orkestra, vsa občinska stanovanja, vse občinske poslovne prostore. Poleg tega smo prevzeli nalogo izvajanja kabelske televizije. Mi imamo svoj interni kanal, imamo tudi video strani, imamo svojo fotoslužbo. Mi smo prevzeli od ustanovitelja nalogo razvoja turizma, zato smo razvijali turizem. Naš paradni konj, kot rečeno, je splavarjenje, ampak na to navezujemo še vse druge zgodbe. Poleg tega, ko se pojavijo pa projekti, so pa to praviloma naloge, ki so dodatne. Tudi zato smo v zadnjih 2 projektih spisali projekte tako, da smo si zagotovili sredstva tudi za 2 polovični zaposlitvi. Enostavno mi sami nismo vsega zmogli, ker je vsega preveč, in zato smo zaenkrat z enim sodelavcem v zelo kratkem, ko bosta zaživela ta 2 projekta, pa še z drugim, sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta, za polovični delovni čas, da bomo lahko vse te naloge izvedli. Je pa zagotovo res, da pri nas naloge niso razdeljene striktno in kategorično, ampak vsak ve, kdo so njegove osnovne zadolžitve. Poleg tega pa, ko so projekti, pa je lahko to projekt, ko ga je treba pisati, ali projekt, ko ga je treba izvajati, ali to projekt, ki mu rečemo prireditev, je to državna proslava ali kaj drugega, takrat pa moramo vsi stopiti skupaj, in vzdrževalci, in pisci, in informatiki, in računovodje. Mi imamo računovodsko službo in pravno službo zagotovljeno na občini, zato nimamo svojih zaposlenih. To nam je tudi veliko olajšanje in smo zato pač lahko zmoremo s tako kadrovsko zasedbo izpeljati vse te naloge, ki so pred nami. Najlepša hvala za toliko izčrpnih informacij. Verjamem, da vsi projekti, ki sva jih opisovali, in tudi tisti, ki so še na mizah, še v svežnjih in bodo šele zaživeli, da jih boste o podpori sodelavcev in lokalnega okolja, ki je tudi aktivno v Radečah, da jih boste brez težav izpeljali. Se vam pa zahvaljujem za vaš čas, za obisk v našem studiu in se veselim snidanja, mogoče ob kaki večji priložnosti, še ob kaki slavnostni zadevi, ki se bo odvijala v Radečah, ko bova lahko govorili o posebej določeni stvari. Velja, hvala lepa za povabilo, vljudno vabljeni vedno. Radeče so to, kar so, zaradi ljudi, ki tam živimo in delamo. In ko ste me prej vprašala, zakaj radi ljudje prihajajo nazaj, zato, ker se to začuti. In ko se to začuti, je to tudi podlaga, da za vse ideje in projekte, ki jih zdaj razvijamo, od varne poti v šolo, ki bo zdaj zgodba, ki se bo odvila, ki bo bistveno spremenila izgled kraja, od tega, da zdaj na Jagnjanici narejena ta velika investicija, da imajo novo cesto, pločnik in tako naprej. In še mnoge druge bodo gledale luč sveta, ravno zaradi tega, ker so ljudje, ki tam živijo, pripravljeni dati od sebe, kar imajo in znajo. Tako. In verjamem, da boste tudi, drage gledalke in cenjeni gledalci, tudi vi bili pripravljeni si vzeti košček vašega časa v vaših urnikih in se odločili, da obiščete to majhno občino čisto na vrhu Posavja in odkrili tiste bisere, ki se skrivajo v njenih nederih. Kot je rekla naša sogovornica, gospa Marija Imperl, direktorica KTRC-ja Radeče, ljudje so tisti, ki dajajo vsebine in življenje temu mestu za okolico. Zato vljudno vabljeni tudi vi, da si kdaj vzamete čas in pridete v ta košček Posavja. Lep pozdrav do prihodnjega torka in lahko noč.